v imenu našega predsednika, ki se nam bo mogoče pridružil. Jaz sem tajnik tega društva, predsednik dr. Beležic bo mogoče prišel, če bo v Mariboru dosti malo opravil svoje obveznosti tam na univerzi tudi. To se pravi, tole je zdaj zame tudi čist nekaj novega, drugače sem moral kar jaz takole moderirati, kolikor pač znam. Tako da zdaj se čist novi časi obetajo z novim duhovnim asistentom, ki ga nismo imeli po manj kakšnih 15 let, tako da odličen široke perspektive so pred nami in vas vabim, ker je veliko novih obrazov, vse vas vabim, da se nam pridružite v društvu. In seveda tudi dobrodošli, pater Peter Rožnič. Hvala, da ste sprejeli to, da boste naš duhovni asistent. Ja, zdaj bo kar zaprositi. Nocoj imamo v naši sredi gosta, ki smo ga posebej veseli. Čast je, da lahko pozdravimo magistra Klemena Žubra, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Magister Žuber je tudi sicer dolgoletni prijatelj in sodelavec jezuitov, človek, ki ima mednarodne izkušnje tako iz Evrope kot iz Amerike. Pa vas vabim, gospod Žuber, k uvodnemu pozdravu. Hvala za vabilo. Res sem vesel, da sem lahko danes tukaj z vami, ker se mi zdi, da je tema, o kateri bomo govorili, izredno pomembna. Izredno pomembna za Slovenijo in za Evropo. Jezuiti so po vsem svetu znani kot tisti, ki se posebej posvečajo izobraževanju. Že več kot 450 let in danes je v svetu že več kot 110 visokošolskih inštitucij, ki jih vodijo in upravljajo jezuiti. Jezuiti izhajajo iz karizme svetega Ignacija Lojolskega, katerega geslo je bilo ayudar a las almas, pomagati dušam, v smislu celostne pomoči, da bi se človek čutil v Kristusu odrešenega in tako prispeval svoj delež k družbenemu dogajanju v najrazličnejših razsežnostih, v kulturni, izobraževalni, umetniški, intelektualni, družbeni. Prav ta intelektualna študijska odličnost je ključna v jezuitski tradiciji zaradi svojega prispevka do moralne odličnosti. In v Sloveniji je prav gotovo ključno, da trdni intelektualci z moralnimi načeli prevzamejo in vodijo na vodilnih mestih tudi našo družbo. Kot pravijo jezuiti, Sveti Duh nas znova in znova nagovarja, naj mu prisluhnemo in z njim sodelujemo za bolj odrešeno, polno, povezano življenje vseh ljudi v Sloveniji. In mislim, da tudi s to temo, ki jo bomo danes obravnavali, kažemo na to, da jezuiti prepoznavate duh časa, saj je to eno od ključnih področij, bi jaz rekel, nedokončane tranzicije v naši Sloveniji. Tudi kot celota Slovenija, slovenski mladi in izobraževalni sistem še kako potrebujemo odprtost, motivacijo in trdne temelje za jasne in kredibilne reference, na katerih lahko gradimo. Sam sem to ugotovil že pri študiju v Kanadi, ko sem imel to srečo, da je po modrosti tudi moje mame, ki je tukaj danes z nami, da sem imel to priložnost, da sem lahko šel najprej na Škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljano, pa potem na študij v Kanado, kjer je bil pristop do študentov neprimerljiv s tem, kar sem bil navajen doma. Iskali so moje dobre strani, iskali so načine, da mi pomagajo, da me motivirajo, da me spodbujajo. Sami so mi postavljali ključne vprašanja, zaradi katerih sem sam začel razmišljati o sebi in kaj lahko iz sebe naredim. In tako sem tudi z njihovo pomočjo, lahko rečem, prišel do tega, da sem lažje odkril, kaj mislim, ker mislim, da je moje poslanstvo. Ker je mogoče pa še najbolj pomembno, je pa, da so mi dali občutek, da se da. Znali so me motivirati, da whatever I wanna be, I can be, če tako rečem, God willing, if I work hard at it. Ne? Se pravi, da lahko postanem karkoli želim, če le Bog tako tudi želi, če bom trdo delal na tem. Združene države Amerike so mi prav tako odprle en drug pogled, dodaten pogled in mi pokazali, kako raznolik je naš svet, da ne gre vedno lahko, ampak da se da, če je človek res svoboden, da dela to, kar je prav in kar ga veseli. Kasneje v Londonu, ki je bil zame najtežja preizkušnja na moji življenjski poti, tudi zaradi tega, ker nismo imeli veliko denarja, London pa veste, da je zelo drag,
in šola je bila kar naporna, ker sem se počutil, da sem eden od milijonov, ker je tudi za našo lepo Slovenijo včasih čist drug občutek. Ampak sem se naučil zdržati, vztrajati, se boriti, zdržati vse te pritiske in na koncu sem pridobil tudi samozavest, ki je nisem imel nikoli prej in jo verjetno drugače tudi ne bi imel. Pariz kasneje me je naučil, kako pomembna je lepota in estetika, poleg vsega ostalega v tem, kar delamo in smo. Ne samo navidezna, ampak tista trajna, tista resnična. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ne moremo dobro videti, če ne gledamo srce. V Bruslju sem v intenzivnem večkulturnem političnem diplomatskem okolju začel soustvarjati to našo Evropo in zadnje 2 leti doma v Sloveniji poskušam prav na zgledih win-win, se pravi iskanje načina, ki je dober za obe strani, iskanje skupnih točk trdega dela za tisto, kar verjamem, da je prav, delati za skupno dobro v Sloveniji in prenašati zglede, pozitivne zglede tudi iz Evropske unije in iz tujine mladim. Današnje predavanje prihaja s strani nekoga, ki dobro pozna vse to iz svoje osebne izkušnje, ki je prispevala tudi k njegovi osebni rasti zagotovo. Takih ljudi je na svetu nekaj, ni pa veliko takih, ki razumejo oba svetova, tako tujino kot našo domovino. Še manj pa je takih, ki so se pripravljeni vrniti in nekaj narediti za Slovenijo, za slovenske mlade, za slovenski izobraževalni sistem. Vedno, kadar sam srečam Petra, dr. Rožiča, sem tudi sam dodatno motiviran. In to je tudi zame zelo pomembno, ker tudi mene spodbuja na tej poti, ki sem jo začrtal, ki ni vedno lahka. In srečanje z stavo Peter me navda z duhom ljubezni in veselja do življenja, ki veje iz tebe. Hvala ti za vse, kar nam daješ in hvala Bogu, da te nam je dal. To je res posebno darilo. Zanimivo in poučno predavanje vam želim, potem pa lepe priprave na Božič. Hvala. Torej, zdaj gremo na osrednji del nocojšnjega dogodka. Na predavanje o jezuitskih kolegijih, mednarodno, svetovno in duhovno. Pater Peter Rožič nam bo predstavil izkušnje oziroma zglede najboljših univerzitetnih sistemov, recimo britanskega, ameriškega in načrte, kako si želimo to narediti tudi tukaj v Sloveniji in kako košček tega nekaj mesecev že uspešno deluje v Mariboru. Pater Peter Rožič je ravno tako študiral v tujini, izobraževal se najprej v Mariboru, v Ljubljani, nato v Parizu, tudi v Ameriki. Leta 2012 je v Washingtonu doktoriral iz političnih znanosti in bil nato 2 leti posebni asistent rektorja univerze Santa Clara v Kaliforniji. Dr. Peter Rožič, prosim, da veste, kaj reči o tem. Ja, hvala Karolini Vrtačnik za te uvodne besede. Hvala vsem, ki ste prišli na to predavanje o jezuitskih kolegijih. Tale barva in tale napis se bo večkrat pojavljal preko predavanja, ko bomo govorili o jezuitskem doprinosu slovenskega visokošolskega sistema. Jaz ne bom govoril, da bomo mi spremenili slovenski šolski sistem. Gre za doprinos. In sicer v smislu gorčičnega zrna. Nekaj malega vsadimo z vero, da lahko potem zraste nekaj velikega. Drevo, na katerem gnezdijo ptice, in kjer najdejo dom mnogi. Govoril bom tudi o želji družbe Jezusove in potem pa tudi nekoliko o osebni izkušnji skozi gradivo, ki vam ga bom pokazal. In doprinos vidimo na teh 3 ravneh, da je projekt mednaroden, da je svetovn, v smislu gre v vsem sveta, pa je tudi svetovno v tem smislu, da je svetovno, ne, to pa je svetovno. In potem pa, da je tudi stvar je duhovna, da ima duhovne temelje, kajti brez duhovnih temeljev tudi materija ne more biti. In gre za nov doprinos tradicije, ki je pa že stara. Govoril bom nekoliko o izkušnji ameriških in britanskih univerz, zelo na kratko, potem pa o jezuitskih srednjeevropskih kolegijih, nekoč in danes. Na tem mestu bom še povabil posebnega gosta, nekaj besed več o tem kasneje, za kratek intermezzo. In pa bom še omenil Slovenijo po letu 1990. Najprej pa se je seveda potrebno zahvaliti tistim, ki so mogoče, da je ta
večer sploh nastal, in sicer je to Martin Center, ki nas je finančno podprl, da smo lahko ta večer izvedli. To je en think tank v Bruslju, morda se lahko pozanimate na internetu kaj več o njem. Potem pa seveda zahvala tebi, Klemen, za tvojo navzočnost in dobre besede. Zahvala duhovnemu središču svetega Jožefa, tukaj v Ljubljani, in pa Ignacijevemu domu, ki nas bo potem tudi gostil po predavanju, kamor smo vsi povabljeni kasneje. Zahvala tudi slovenskim katoliškim izobražencem za ta večer in pa seveda Socialni akademiji, ki nas podpira preko snemanja in pa fotografij. Hvala vam, da ste prišli. Sem zelo vesel, da smo se zbrali tukaj in morda tudi skupaj razmišljamo in ustvarimo ta prostor, ki je visokošolski prostor v Sloveniji. Še posebej sem vesel, da imamo med seboj enega prav posebnega gosta, in to je sicer naš Kaufmann von Stres. Imel sem čast, da me je posvetil duhovnika pred 8 leti v Celju, ko je bil še škof celjski. Sedaj pa razmišljamo skupaj z Robertom Petkovškom, kako bi sodelovali tudi preko Katoliškega inštituta na tem področju vzgoje in izobraževanja mladih na univerzitetnih in visokošolskih ravneh. Pa najbrž bomo več besed rekli v prihodnjih dneh, ampak bo zanimiva naša izmenjava tudi nocoj tukaj, ko vas bom vprašal za mnenje, za komentarje in tako naprej. Ko jezuiti nastanejo, hkrati začnejo izobraževati. Ne čisto takoj, ampak Ignacij zelo želi, da bi kolegi služili dvema namenoma, in sicer Božji slavi in pa skupnemu dobremu. Za razliko od prejšnjih redov, na nek način jezuiti želijo poudariti polis. Se pravi, da Božja slava na nek način tudi se dotika družbeno-političnega konteksta, v katerem živijo tako verni katoličani in pripadniki ostalih ver. Se pravi, gre za oboje in na nek način pravijo jezuiti, naša hiša je ves svet. Se pravi, se ta Božja slava, za katero jezuiti želijo, da je vedno večja, da se tega Boga vedno bolj slavi in pa skupno dobro prepletata. O tem veliko piše v konstitucijah družbe Jezusove in kolegi, o katerih piše še posebej v 4. poglavju, najbrž ne boste šli brati teh konstitucij, za nekatere je to zelo suhoparno čtivo, čeprav zame pa zelo navdihujoče, in posebej v 4. poglavju govori o tem, kako izobraževati mlade jezuite. Ampak zgodi se s časoma, da ti mladi jezuiti hitro v klopeh, kjer študirajo starejšimi jezuiti, dobijo za vrstnike ljudi, ki pa niso jezuiti. Ker jezuiti hitro vidijo, da jim bo morda dobro izobraževati tudi druge. In to, kar potem Ignacij piše v konstitucijah, na nek način je izraz želje in teh prvih jezuitov, prvih 10, in to je bila na nek način evropska akademska smetana, tu so bili izobraženi na najboljših univerzah takratnega sveta, so se potem skupaj zbrali in želeli potem preko teh zelo preprostih kolegijev, to so bile res majhne stvari, izobraževati mladino. Kako do njih pride in zakaj so tako uspešni ti prvi kolegi? Jezuit John Malley, ki piše o zgodovini prvih jezuitov, in njegov prevod lahko najdete tudi v založbi Dravlje, se imenuje Prvi jezuiti. Ta knjiga, je zelo priporočam, govori, da je takrat prišlo do na nek način kombinacije večjih stvari, in sicer, da so v kolegijih oni takrat našli vse stvari na enem mestu. Oni so mrežili ljudi med seboj in na nek način ni šlo samo za predavanja jezuitom, mladim jezuitom in pa ostalim gojencem, ampak so oni videli, in to piše tudi v dokumentih, ko smo mi dobili mlade, smo dobili tudi njihove starše. In na nek način so tudi starši vstopili v ta svet, hkrati so na nek način oni zelo točno vedeli, kaj hočejo doseči preko te izobrazbe. Se pravi, Božja slava in skupno dobro. Vendar so se lotili izobrazbe na humanistični način. Zelo zanimivo, kar je mogoče malo drugače od danes, in pa so ves čas razlikovali. Še posebej Ignacij, ko odpira nove kolegije, ves čas razlikuje, to je možno. In da nov kolegij ustanovi, je pa potrebno tole. Oni so začeli z temi prvi kolegij ni bil najbolj uspešen. Pa potem Ignacij hitro spremeni načrt in potem gre naprej in vidi, da kadar pridruži tem mladim jezuitom, še ostale mlade, prebivalci tistega kraja vidijo, da je izobrazba dobra, ker so izobraženi na nek način od elite,
Hkrati ti, ki izobražujejo, se povsem dajo v ta poklic, na nek način gre tudi za zelo poceni izobrazbo, ker jezuiti niso zahtevali plačila za to izobraževanje, vendar za ostale učitelje pa so dobili kakšno donacijo krajevnega velikaša. In ko se te stvari povežejo, Ignacij hitro vidi, da je možno ustanoviti kolegij. In kadar stvari ne grejo dobro, ljudje potem pošiljajo Ignaciju pisma z dvema prošnjama. Prosimo te, oziroma prosimo vas, pošli nam več jezuitov in več denarja. To je vedno nekaj čim problem, kadar imamo škole, da bi imel več dobrih učiteljev in pa več sredstev. Ampak kadar se te stvari na nek način poklopijo, so ti kolegi uspešni in hitro zaslovijo ne samo po Italiji, ampak po širni Evropi. In začnejo združevati, se pravi to, kar sem že prej poudaril, to slavo Bogu preko besede in razmišljanj, razlag te Božje besede, preko sakramentalnega življenja in preko karitativnega življenja. In te stvari se na nek način združijo v teh kolegijih, kjer pa potem ne samo dajo informacije jezuiti študentom, ampak tudi izobražujejo za dobro polisa. In v teh kolegijih se izobrazijo bodoči retoriki, bodoči politiki, bodoči gospodarstveniki, bodoči duhovniki, bodoče tisti, ki so lahko vplivali na družbeno življenje. In potem pa razvijajo še en poseben sistem, ki se imenuje ratio studiorum. Najprej ste o tem že tudi precej slišali. Ta ratio studiorum se je v preteklih desetletjih precej prenovil in je sedaj na nek način model za jezuitske in tudi mnoge druge univerze po svetu. Jezuitski kolegiji so že bili prisotni na naših tleh, na Slovenskem, in o tem je kar nekaj literature. Obstajata dva zbornika, ki smo jezuiti izdali, potem lahko berete enega posebnega avtorja in potem pa še patra Platonjaka, ki bo kmalu tudi izdal nekaj poglavij na to temo in upamo, da bo to kmalu išlo najbrž naslednje leto. Vendar jaz želim, da nocoj še posebej prisluhnemo prav strokovnjaku za to področje, ki je med nami, in sicer njegovo ime je napisano, to je dr. Stanislav Južnič, ki je tu med nami. Jaz lepo prosim za besedo, za malce uvoda, da slišimo o tem, kako so kolegi že na Slovenskem v času prve družbe pognali korenine. Torej, jezuiti so preživeli 200 cvetočih let, prvih 200 prvih cvetočih let, potem pa morda 200 let z majhnimi težavami in naslednjih 200 let pa vsi vemo, da bojo spet cvetoče. Zato je seveda zelo važno, da se pravilno obrnemo, da se tudi jezuiti pravilno obrnejo in teh novih 200 let cvetočih pravilno izkoristijo. Tisto, kar se je v Ljubljani dogajalo v teh prvih 200 cvetočih letih, je bil ta kolegij, ki je bil nedaleč od tod. Kolegij v Ljubljani je imel dva obdobja. Prvo polovico so imeli samo nižje šole, torej lahko bi rekli gimnazijo. V drugem obdobju pa so imeli polovico univerze, kar pomeni, da so imeli filozofski študij, teološki študij, niso pa imeli pravne in medicinske fakultete. Torej, od 4 možnih oziroma 4 delujočih fakultet na celotnih univerzah so v Ljubljani imeli 2 fakultete. Zdaj, kvaliteta učiteljev je bila tukaj na izredno visoki ravni, tudi zato, ker je bilo kar nekaj denarja, torej boljše recimo so se učili, kakor denimo v Zagrebu, morda pa so seveda nekoliko zaostali z Grazom, ki je bil seveda center, mi smo bili takrat del notranje Avstrije, skupaj Štajerci in Korošci. Po svoje pa so nekoliko malce zaostali za Celovcem, to pa zato, ker je Celovc bil finančno bolj podkovan. Jezuiti tukaj so imeli financiranje preko Pleterje, ki so bile pa pač toliko 10 km oddaljene na jugu, tako da je bilo težko kontrolirati in dobiti denarja. Celovc je imel boljše izbiro. Kljub temu pa seveda tisto, kar se je dogajalo tukaj in pa v celotni tisti provinci, ker ti seveda tista prednost, ki je takrat bila proti današnji, je bila, da je bila provinca ogromna. Torej, provinca Avstrija sprva, recimo skoraj prvo polovico tega obdobja, ki jo obravnavamo, stare družbe Jezusove, je obsegala tudi Češko provinco, ki se je pozneje ločila, kar pomeni Šlezijo, Češko, Moravsko in to, torej vse skupaj.
Pozneje pa so se te ločili, je pa avstrijska provinca skupaj z nami, še vedno bila ogromna. Tukaj smo bili, torej mi, Avstrijci, Hrvatje, Mađari pomenijo vse skupaj, torej Romunijo, Transylvanijo, Slovaško, in to se pravi res ogromno. In seveda ljudje, profesori, ki so tukaj poučevali, so rotirali, torej neprestano, tako rekoč, vsako leto, kar danes več ni možno, iz ene univerze na drugo. To pomeni, da si danes recimo predaval matematiko v Ljubljani, drugo leto pa na Dunaju. To se danes ne dogaja več. Torej, zaradi te rotacije je bil pouk prvič zelo enoten, drugič so se ideje zelo hitro menjavale, tretjič pa ni bilo velike razlike v kvaliteti v Dunaju ali pa recimo Ljubljani, ali pa recimo Gradcu. Tako da so seveda ljudje prihajali z temi novostmi in se je to hitro korigiralo. Seveda so bili tudi spori, recimo glede Descarta, so se v Zagrebu celo stepli, torej ne profesori, ampak njihovi študentje, tisti, ki so bili za Descarta in tisti, ki so bili proti. Torej tudi hudi spori so bili. Posebno hudi in posebno zanimivi pa so bili v času Boškovića, ki predstavlja vrh te semi-univerze, kot bi rekli v Ljubljani. Bošković je bil namreč gost ljubljanskih jezuitov vsaj trikrat, v Zagrebu ni bil nikdar. Torej, zakaj? Torej, Ljubljana je bila tukaj neke pomembna sečišče poti, kadar je hotel iz Benetk na Dunaj, da je tam tiskal svoje knjige, seveda se v Ljubljani ustavil, večkrat prespal tukaj. In zato so seveda vsi ljubljanski jezuiti Boškovića na vse pretege podpirali. Torej njegovo fiziko, njegovo matematiko in pa tudi filozofijo. To je bila novost, največja jezuitska novost v znanosti, ki se je hitro uveljavljala še posebej v tej naši avstrijski provinci in tej monarhiji. In seveda, če ne bi, recimo 15-16 let po Boškovićevem masterpiece, torej glavnem delu, jezuiti bili prepovedani, bi Boškovićeva fizika dejansko postala svetovna fizika. Tako pa je sicer, torej v kvantni mehaniki še vedno prisegamo na marsikaj Boškovićega, ampak vendarle ni pa dosegla tistega, kar bi lahko. In tudi sam Bošković je bil nekoliko šokiran, seveda on je potem predaval v Paviji, Pavija je pa tudi seveda bila del naše monarhije. Torej situacija je bila čisto drugačna, torej Milano, Pavija, to je bil vse del naše države skupne, tudi Bruselj je bil, torej. Tudi v Bruslju smo imeli pomembne ljudi, recimo mogočen podpornik jezuitov grof Koblenzer je bil tam, ko bi rekel, neke vrste šef. Tako da te stvari mednarodno gledano so potekale čisto drugače. Kako je potekal sam pouk? Sam pouk je potekal tako, da si najprej končal 6 let nižjih šol, kar je bilo približno enako današnji gimnaziji, na kar si se šel filozofijo, kar je bilo pa nekaj, česar danes več ni, kajti filozofski študiji so bili predpogoj za vse druge univerze. No, tukaj so se v Ljubljani še posebej izkazali, kajti seveda profesori filozofije, ki so tukaj predavali, so bili na visokem nivoju in seveda predvsem v tehničnih vedah, ki so bili tukaj zelo važni. Kajti filozofski študij je šel tako, da si začel v prvem letniku, ki se je imenoval logika z matematiko, močno matematiko, drugi letnik se je imenoval fizika in seveda poudarek je bil na fiziki, tretji letnik pa metafizika, ki je šlo potem čez vse to. Tukaj so bili torej ravno zato izredno pomembni matematiki in fiziki. Gruber, ki nam je najbolj znan, Gabriel Gruber, je samo vrh, torej intelektualni vrh ene cele množice ljudi, ki so tukaj torej utemeljili neko znanje, iz katerega se je potem črpalo naprej. Kar pomeni, torej, da smo imeli izredno dobre profesorje tukaj in tudi izredno dobre učence. Da so bili profesori izredno dobri, vidimo tudi potem, da so jezuiti sicer bili prepovedani leta 1973, ampak v tej deželi ni bilo nikogar, ki bi namesto njih predaval tehnične vede. Torej, ni bilo nadomestila za Gruberjevo mehaniko, za profesore matematike, za profesore fizike, zato so jezuiti predavali še nadaljnjih 30 let, čeprav ne več kot jezuiti, ampak kot ex-jezuiti. Denimo matematiko je predaval brat Gabriela Gruberja, Anton, še 30 let, ker drugih ni bilo. Torej, to je bila ta kvaliteta, ki so jezuiti imeli, seveda pa so bile razporeditve drugačne.
Tedanja matematika je obsegala vsaj polovico fizike, torej vse, kar se je dalo začunati, je bilo noter, torej mehanika, optika in del astronomije. In seveda iz tega, kar je tukaj raslo, izhajamo tudi zdaj naprej, kajti seveda, čeprav je prišlo do neke določene prekinitve, je seveda tisto seme izobraževanja ostalo in se še naprej nekako tli in na njim se da enako graditi. Maribor sam, ki je seveda tudi imel jezuitski kolegi, je imel nekoliko manj sreče, kajti zaradi bližine Gradca ni razvil visokošolskih študijev, je pa bil tik na tem, da bi jih razvil. Če ne bi bilo prepovedi, bi bil, ker ti ogromna koncentracija zelo pomembnih matematikov, tudi na vodilnem položaju v Mariboru, se je ravno začela takrat, ko je pač se torej, po višjih odločitvah jezuitski red bil razsuščen. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Južniču, za tole predstavitev. Na nek način potem človek kar se zamisli, ali je možno potem kaj takega še danes ustvariti. Ne? Pa bomo videli zdaj v teh semenih, če lahko potem tudi nekaj poženejo v teh recimo spet svetočih 200 letih, v kateri smo prišli danes. Po srednji Evropi se je začelo dogajati zdaj to, da jezuiti spet odpiramo kolegije. Vendar so ti seveda nekoliko drugačni od teh, ki so se odpirali konec 16., 17., 18. stoletje. Vidimo pa, da na nek način kar vzklijajo iz določenega okolja in tam zrastejo skoraj neodvisno. In potem se učimo skoraj drug od drugega. Malo več o tem kasneje. Tu bomo omenili kraje, kot so Budimpešta, kot je Bratislava, kot so Benetke in tudi 2 slovenska. Torej, kaj pa na slovenskem? Pred nekaj časa je provincial slovenske province Družbe Jezusove jezuitom izročeno posebno poslanstvo in sicer, da bi začeli združevati vprašanja vzgoje mladih in intelektualnega apostolata na univerzitetni ravni, prav tako njihove vzgoje in pa na nek način tudi dela z mladimi, pa dela za poklice. Predtem je provinca Družbe Jezusove, to recimo so jezuiti v Sloveniji, skupaj razločevala o tem, kako združiti te razne apostolate oziroma poslanstva oziroma dela, ki jih imamo, pa tudi sami smo razmišljali o tem, kako ta področja prinesti skupaj v prostoru, ki se imenuje Slovenija. Potem je ta predlog poromal v Rim in ga je potrdil višji predstojnik Družbe Jezusove, prav tako asistent celotne regije Srednje Evrope, potem pa še tudi jezuiti, ki smo se zbrali tukaj na začetku leta na tako imenovani provincijski kongregaciji in sprejeli to odločitev. Potem pa je prišlo še do nadaljnega razločevanja in sicer smo obiskali kolegije na Madžarskem, pa v Avstriji, na Hrvaškem in v Italiji. Potem sam asistent za izobraževanje na svetovni ravni jezuitov je tudi dal zeleno luč in potem smo se še udeležili konference v Melbourneu, kjer smo predstavili svoj projekt, kjer smo govorili s predstavniki raznih jezuitskih univerz v Indiji, pa v Ameriki, pa v drugih deželah in smo predstavili tudi svoje skromno gorčično zrno. Medtem ko imajo Indijci že zelo razvite univerze, prav tako Američani in še marsikdo drug, mi začenjamo z nečim čisto majhnim. To ni veliki pok, ampak ima velik potencial. Hkrati pa so nas pri tem podprli tudi določeni dobrotniki in partnerji in smo videli, da morda bi pa nekaj le lahko nastalo. In preko te želje in pa poslanstva, ki smo ga prejeli, je potem prišlo do določene prakse. In se zgodi mednarodni projekt jezuitskega visokošolskega izobraževanja in vzgoje v Sloveniji. Oče provincial me zadolži, ko prihajam v Slovenijo, ko mi reče, ko sem bil še v sončni Kaliforniji, kjer
rastejo lepe palme in je trava vedno zelena, ker se jasno tam sred puščave Silicijeve doline se vedno namaka. Pravi, ti boš pa šel v Slovenijo. In sem rekel, ja, bom šel v Slovenijo. In sem z veseljem odgovoril na njegov klic in me zadolži, ko odhajam v Slovenijo, da napišem projekt o tem, kako bi lahko jezuiti glede na svojo identiteto in tradicijo danes vzgajali mlade. Nekoga, ki ni bil v Sloveniji kaj dosti, a vendar sem se včasih vračal, pa koga malo vprašal, raziskoval, se srečeval z ljudmi in je nastal potem en tak dokument po velikem številu intervjujev z jezuiti na Slovenskem, kakor tudi z drugimi izobraževalci, pa prav tako z izkušnjo, ki jo imamo jezuiti v tujini. Vizija tega projekta je soustvarjati in pa prenoviti. In želimo, da bi delali v okviru katoliške tradicije in jezuitske pedagogike in vizija je takšna, da bomo kot Zavod svetega Ignacija v okviru projekta, ki ga imenujemo življenje, učenje, služenje, v angleščini se to imenuje Living, Learning and Serving, kajti ta dokument smo morali tudi na mednarodnih ravneh predstaviti, da bomo do leta 2020, smo na nek način kar skoraj malo drzni, so ustvarjali in prenovili ustanove in pobude, ki, zdaj pa poslušajte, to je vse, to znotraj je cela zdaj filozofija, ne, vsaka beseda ima potem še svojo razlago, ki poglabljajo, ki širijo in ki prilagodijo posamezniku vzgojo in izobraževanje v Sloveniji in drugod z namenom, da oblikuje takšne državljane, vzgojitelje in voditelje, ki bodo zaznamovali odličnost, značajnost in služenje. En stavek. Skoraj bi rekel, da je človek podobno Karlu Rahnerju ali pa Heideggerju, ki piše tiste dolge stavke, pa pika na koncu stavka. Noter je na nek način skondenzirana politika oziroma pristop, ki ga želimo v prihodnjih letih udejaniti. Torej poslanstvo tega projekta je poglobiti, expand. Mi želimo, da bi jezuitska vzgoja bila prisotna na slovenskem prostoru preko resnega akademskega študija, formalnega in neformalnega, s tem, da začenjamo seveda z neformalnim študijem, ker je to na nek način veliko lažje in tudi pri sami vzgoji to lažje poteka. Želimo razširiti jezuitsko vzgojo, želimo, da ta projekt, ki se začenja v Sloveniji, na nek način postane globalen, postane povezan s projektom v Budimpešti, postane povezan s projektom v Benetkah, postane povezan s projektom v Indiji in v Ameriki. In potem tudi želimo, da se ta vizija na nek način personalizira, da postane prilagojena posameznikom in skupinam, da je pisana na človeka. In na nek način tu vstopamo v to staro jezuitsko tradicijo, ko se profesor posveti študentu. Na nek način tradiciji, ki je prisotna tudi marsikje drugje po svetu. Na nek način nas združuje pa seveda ta želja po ponižnosti. Morda po eni strani ta veliko potezni načrt ne kaže toliko te ponižnosti, kakor si jo pa mi sami želimo, te humilitas, te zemlje. Želimo pa, da so preko te ponižnosti prisotne tele vrednote. In sicer ena je akademska odličnost, da vsak študent, s katerim se ukvarjamo, doseže na svojem področju čim več, kar more. Da iz njega potegnemo to, kar je največ mogoče. Hkrati se zapriseže tako tisti, ki ga vzgaja v uči, in pa tisti, ki to prejema, k določeni integriteti. Čisto konkretno, naprimer, da ne prihaja do plagiarizma in tako naprej. To, niti na misel ne bi prišlo v jezuitske vzgoja, ne? Da bi šel mimo akademske odličnosti. Se pravi, da je raziskava na tistem področju, kjer je študent najboljši, bila najbolj narejena. Seveda tu zdaj gre za ustvarjanje določene elite. Vendar elite v pozitivnem smislu. Elite v smislu, da lahko vsak človek, ki ima določene talente, njih izpili do konca. Akademska odličnost. Potem gre za izoblikovanje značaja. Želimo se ukvarjati z mladimi, da ne bi dobili samo določenih informacij in postali strokovnjaki na svojem področju, kar je krasno, ampak da nek način so tudi redo fanti in punce. Da gre za človeka, ki na nek način je moralen človek, je recimo dober človek. Oblikuje svoj značaj.
in potem kot tak lahko tudi deluje v družbi in ji služi. Se pravi, da to, kar prejme in kakor se izoblikuje, lahko posreduje potem tudi drugim in tudi sam vzgaja. Na nek način je bila tudi moja izkušnja temu podobna, da sem imel dejansko milost sprejeti dobro izobrazbo, da sem se v raznih jezuitskih in drugih krogih kresal in izoblikoval, pa še sem nekje bolj na začetku poti, bi lahko rekel, in hkrati pa zdaj želim to vrniti drugim. In želimo, da bi študenti šli skozi en tak podoben proces, da bi potem lahko izoblikovani služili drug drugemu, se pravi temu polisu, kateremu so poslani. Ljudje so skupnost. So mladi, vzgojitelji, tudi njihovi podporniki, višji študenti, starši. Želimo, da ta skupnost raste in da je ta skupnost nekaj naravnega in nekaj prijetnega in da raste iz tistega majhnega semena. Ljudje v tem projektu so tisti, ki delamo v Zavodu svetega Ignacija, ki odpira v zadnjem letu še kar nekaj podenot, da bi služil temu namenu, in pa potem razni partnerji v Ljubljani, v Mariboru in po svetu. Kasneje jih bom še kar nekaj omenil. Šli smo torej v Budimpešto. In kako ta projekt jezuitskega kolegija izgleda v Budimpešti, bo morda največ lahko povedal video. A Szent Ignác jezsuita szakkollégium az igazán motivált középiskolai hallgatókat várja jelentkezői közé. Azt szeretnénk, hogy olyan emberek érkezzenek hozzánk, akik hajlandóak az egyetemi tanulmányaik mellett komoly erőt, energiát befektetni abban, hogy tehetségüket nálunk bontakoztassák ki. Olyan emberek laknak itt, akik a legkülönbözőbb tudományterületekre járnak, és a legkülönbözőbb hivatásokba fognak elmélyedni egyetemük után. Ez a közösség az, amelyben hiszünk, és amelyben ezúttal hívjuk önöket is. Modern világunkban a tudományok fejlődése megkérdőjelezhetetlenül a határterületek mentén folyik. Ezért is különösen fontos számomra szakkollégiumunk egyik alapértéke az interdisziplinaritás. Annak köszönhetően, hogy orvosként együtt élhetek és gondolkodhatok jövendőbeli közgazdászokkal, jogászokkal vagy akár fizikusokkal, nem csak látásmódomat színesíti, hanem új perspektívákat nyit meg szakmai fejlődésem terén is. Amit a világ elvár tőlünk, az egyfajta szakmai vulkanizmus, amit pedig mi várunk el a világtól, az az, hogy az egyetemi éveink boldogok legyenek, és ami legalább egy szinten közösít bennünk a Szent Ignácban, az a boldogságról való képünk, amik valahogy misztikus módon itt a kápolnában megsziketnek.
For me, living here means especially living in a very strong community, which I haven't often experienced before, because here it's not just living together, but learning together, praying together, having fun together, getting to know students from other countries, and above all supporting each other. That's very important. So it's a very special atmosphere here. Torej, v Budimpešto smo šli pred nekaj leti, vidimo tale projekt in rečemo, wow, na Madžarskem, v Budimpešti z njimi nismo imeli kaj dosti stikov prej kot jezuiti, nekaj že, ampak ta projekt kar vzklije. Pred nekaj tedni sem bil v Benetkah, tudi tam jezuiti potem v eni stari zgradbi, ko jezuiti ni veliko več noter, v njo naselijo študente. Podobno se zgodi v Bratislavi, in podobno se začne dogajati v Sloveniji. Zdaj ta projekt, ki smo ga videli iz Madžarske, je seveda prilagojen madžarskim potrebam. Gre za izredno talentirane študente, ki želijo priti v ta kolegij, ki jim poleg izobrazbe, ki jih dobijo na univerzah zunaj tega kolegija, potem nalaga še izobraževanje na področju teologije, pa še 3 drugih predmetov, ki jih morajo izbrati. Gre za neformalno izobraževanje, čeprav lahko te kredite, ki jih tam dobijo, uveljavljajo tudi drugod. Grejo pa zato skozi, ker je ta predpostavka, da v svojem študiju ne morejo vsega dobiti. In zaradi tega potem v tem kolegiju, poleg tega, da se med seboj krešejo, da drugega izobražujejo, dobijo še nekaj tega izobraževanja. Pa razne druge projekte imajo, drugega promovirajo, učijo se, kako nastopati v javnosti, kako iti v družbo, kako prositi za finančna sredstva, kako moliti, kako iti v tujino, kako se povezovati z študenti drugih držav in tako naprej. Tako smo lani že poslali v Budimpešto 2 bodoča študenta našega kolegija, pa tudi, naprimer, jutri gremo spet na en delovni obisk za 2 dni k njim, da bi se od njih malo več naučili in želeli izpostaviti te povezave, kot jih zdaj izpostavljamo po Evropi. In se kar na nek način zgodi. Se mi zdi podobno kot pri prvih jezuitih, tam, kjer vidijo, da je neka ta sinergija, da pride skupaj, se ustvarjen ta kolegij, ki pa seveda ni čisto isti. In tudi tukaj ne gre za ustvarjanje univerze, ampak za eno okolje, v okviru katerega potem ti študenti lahko na univerzah res dobro uspejo. Na Madžarskem imajo torej v Budimpešti jezuiti ta kolegij za visoko talentirane študente, potem pa imajo še en kolegij 40 študentov za Rome. In tudi en obisk tega kolegija je namen pustil tako močan vtis, in sicer, ko so ti Romi sami pravili, mi smo bodoča inteligencija ciganskega naroda. Se zavedajo, da bojo prek izobrazbe, ki jo bojo prejeli v Budimpešti, ampak ravno zaradi tega, ker jo bojo skupaj prejeli in ki se tam skupaj krešejo, postali voditelji svoje skupnosti. In je bilo prav zanimivo gledati, kako so oni bili opolnomočeni v tem kolegiju. Podobno kot študenti na tem v kolegiju, ki vsebuje visoko talentirane študente. Potem se še nekaj zgodi, da lansko poletje jezuiti naredimo en majhen razpis in povabimo študente iz Amerike, da pridejo na izobraževanje v Slovenijo. Tako je bil izbran Cyril McNeil, ki je bil tukaj pri nas 10 tednov, dobil je profesorja, mentorja na Fakulteti za družbene vede, dr. Boštjana Udoviča, ki je sicer tudi moj dober prijatelj, poznavalec mednarodnih odnosov za Slovenijo in je veliko sodeloval sedaj pri reševanju tega ubogega arbitražnega sporazuma. No, Ciril se je veliko pri njem naučil, je tudi upravil 2 raziskavi in potem, ko je on prišel, poslušajte to, ko on prišel nazaj v Ameriko, so njega na njegovi univerzi sprejeli kot ambasadorja za povezovanje med študenti v mednarodnem smislu. Za njega nekaj, na kar je bil lahko ponosen, prav tako za njegovo družino. Poleg tega je on slovenski korenin. Med vikendom sem ga peljal na kmetijo, tako da je imel nekaj stika čist recimo z okoljem, ki ga drugače kot turist ne bi nikoli srečal. Potem je šel tudi parkrat v Maribor, odkoder je bil njegov ded, ki mu je bilo ime Ciril Žebot, njegov praded pa je bil
mislim, da pomožni župan mesta Maribor. In ko je trenutni župan slišal, da je ta njegov pravnuk v tem mestu, je potem že tako sklical srečanje. Je bilo prav zanimivo, koliko stvari se je zgodilo. In jaz vem, da Cyril bo zavedno ambasador enega takega pristopa izobraževanja tudi v ZDA med Slovenci tam. Eden izmed razlogov, da smo šli v ta pristop mednarodne kolege, je ta, ko sem srečeval Slovence po ZDA, pa potem tudi nekoliko po Avstraliji, je bila ta želja, da bi starši otroke poslali za semester ali pa za leto v Slovenijo. Starši morda niti ne govorijo več slovensko, ampak želijo pa, da ne bi otroci prišli samo na turistični ogled njihove domovine, ampak da bi morda prejeli eno izobrazbo. Poleg tega je tu še drugi faktor, je ta, da če so tukaj eno leto, s tem izpolnijo pogoji za pridobitev državljanstva, ki ga morda ne bi dobili po direktni liniji svojih staršev. Poleg tega je izobraževanje v Sloveniji zelo poceni, vsaj glede na ameriške ali pa avstralske ali pa ostale trge. Tukaj življenje je 10-krat bolj poceni, medtem ko izobraževanje pa recimo 100-krat bolj poceni. In se jim reče, če to splača, potem pa Slovenija ima pa še vedno to zgodovinsko in sedanje geopolitično središčno lokacijo. Ti Slovenije so zelo hitro v Bruslju, pa v Parizu, pa v Rusiji in tako naprej. In se mi zdi, da se bo nekaj takega potem tudi zgodilo. Tako je zdaj en študent med nami v Mariboru že iz Avstralije, je pa sedaj en študent doktorski šel iz Slovenije v ZDA, to je bil pa en Dejan Valentinčič in je šel predavati na univerzo, kjer sem predeloval na Santa Clara University, in potem tam je bilo še nekaj Slovencev, so bili tako navdušeni, da so potem profesori in študenti zbrali okrog 2000 evrov za te Slovence, ki se ukvarjajo z begunci, ki prihajajo iz Sirije. Ker takrat so vsi na veliko videli, koliko beguncev prihajajo v Slovenijo, so rekli, mi hočemo Sloveniji pomagati. In se mi je zdela, viš, ta povezava je lahko nekaj močnega. Se pravi, pride do izmenjave mnenj, pride do karitativne pomoči in tako naprej. No, tukaj na slikah je ta Cyril, potem še tudi z ekipo. Jaz mislim, da to bil zanj eno poletje, ki ga ne bo pozabil. Živel je tukaj v domu Duhovnih vaj in upamo, da bomo lahko to poletje sprejeli že pa mogoče 10 študentov iz Amerike za poletni projekt, potem pa uredni študij, pa morda še več, ko bodo za to kapacitete. No, zdaj gremo po Mariboru. V Mariboru se pa tudi zgodi potem nekaj zanimivega. Srečam snikne melodijo. Maja, že dolgo te nisem videl. Počutim se vesela. Olej, kaj pa vidimo tu? Julija. Bravo, Julija. Selva se v Magis. Kaj je to Magis? To je jezuitski kolegij za študente v Mariboru. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da nisem študentski dom, ampak omogoča še mednarodne izmenjave, pa različne izobraževanja od retorike, filozofije in še ful drugih stvari. Ful dobro. Wow, res je ful dobro. Jaz bi tudi prišla v Magis. Jakob, lahko še Julijo povabila danes na palačinka party v Magis? Ja, samo res. Pridi, boš nas spoznala. Magis! Jezuitski študentski dom za Mariboru za študente. Daj gremo, daj dosti do vsega. Ja, dobro. Študentje sami so naredili tale video, preden se je sploh Magis začel. Niti niso vedeli, kaj se podajajo. In potem se je rodil. Je bilo pa približno takole. Februarja sem se preselil v Maribor in ko pridem na prvo srečanje skupnosti jezuitov, ki živijo v tej hiši, ki jo vidimo tule gor na levo, je predstojnik prebral pismo provinciala, ki je bil na obisku skupnosti mesec predtem in potem pove, da bo v skupnosti prišlo do novega
projekta in do spremembe, in sicer, da bo tu notro študentski dom. In vsi so veseli. Jaz si gledam, rečem, wow. Očitno je pri njih stekel en proces že prej in so navdušeni nad tem novim projektom. Seveda potem, jaz nisem najbolj vedel, kako bojo pa to izpeljali, ampak potem se je pa kar nekaj zgodilo. Takrat je meni oče provincial rekel, naj preveč ne migam v Mariboru, ker ima z mano načrte in nisem hotel preveč migati, sicer sem se začel ukvarjati oziroma nadaljeval z ukvarjanjem triatlona, tako da sem se pridružil tiste ekipi, kar mi je dalo en tak fajn pogled v civilno družbo v Mariboru, pa stike z nekaterimi podjetniki, tako iz desne kot iz leve strani političnega spektra v tem mestu. Potem pa vidite na desni strani še sliko jezuitov, ki smo takrat živeli v Mariboru skupaj z novim mariborskim nadškofom, to je bilo še pred posvečenjem. Potem pa tudi pogled na vrt in pa nekaj slik, ki smo jih potem uporabili za to, da smo pritegnili študente. In potem se tam nekaj zanimivega zgodi. V Mariboru je študentski katoliški center Sinaj, kjer je bilo nekaj zelo fajn študentov, ki so sami na nek način izrazili želje, da bi živeli v skupnosti. Ampak da ne bi bila to kar ena taka skupnost, pa tudi da ne bi bili preveč utesnjeni v tej skupnosti, ampak kjer bi oni lahko rasti kot kristjani. In na nek način se mi je zdelo takrat, da je to provincialovo poslanstvo in pa ta želja študentov, da sta našla skupen stik, in sem jih malo vprašal, kaj pa menite, in nekaj se jih je potem odločilo in so potem skupaj z jezuiti ustvarili ta kolegij, ki smo ga potem začeli konec meseca septembra z enim uvodnim vikendom. Je pa seveda res, da to nismo začeli kar iz nič. Tule gor je narisana se pravi skica slovenske province, skupnosti v glavnem imamo v Ljubljani in v Mariboru. Je pa v Sloveniji strani jezuitov kar nekaj pomembnih projektov, še posebej z področja izobraževanja. Jezuiti se dobivamo na tako imenovanih teološki refleksiji, potem je tukaj izredno pomembno društvo katoliških pedagogov Slovenije. Najprej se spominjate, da že takoj v zgodnjih 90-ih letih se zbere skupina izredno pomembnih pedagogov, ki se začne srečevati in želi tako mlade kot sebe krepiti v šolskem sistemu, še posebej v osnovnošolskem in srednješolskem sistemu, in ustanovijo društvo katoliških pedagogov Slovenije, ki potem postane zelo aktivno, naprimer organizira kar 3 mednarodna srečanja krščanskih pedagogov tukaj v Sloveniji. Potem izdaja revijo vzgoja, najbrž ste jo že kdaj imeli v rokah, jo zelo priporočam, tudi marsikdo izmed nas tukaj prisotnih je že kdaj pisal vzgojo. In sem tudi sam preko let imel vrsto pogovorov s patrom Silvom Šekovcem, ki je duhovni asistent tega društva. Med nami imamo tudi predsednico Mari Žabjek in na nek način preko njihove izkušnje, tudi jaz sam, pa se mi zdi še posebej jezuiti, pridobimo nekaj pogledov v to, kaj je pedagoški pristop. Še posebej, kar se tiče recimo osnovnošolskega in srednješolskega pristopa. Potem je pa tukaj še nekaj drugih aktivnosti, ki se potem pa začnejo združevati z našim projektom, in sicer Evropski center v Mariboru, Ignacij dom duhovnosti, katerega ravnatelj je tukaj prisoten, nas je uvedel srečanje z molitvijo, pater David Rešani, pa potem tudi izkušnje, ki smo jih imeli z jezuitskim združenjem za begunce, pa potem, kot sem že omenil, Sinaj, ki je katoliški študentski center v Mariboru. Še posebej pa v teh dneh sodelujemo zaradi tega, ker Maribor ni edino mesto v Sloveniji, kjer želimo postaviti kolegij, ampak je tu tudi kraj, v katerem se mi danes nahajamo, in sicer s socialno akademijo in pa z mladinskim informacijskim centrom, ko želimo prav skupaj videti, kako izoblikovati to mladino, ki bo nekoč prebivala na tem kampusu. Potem pa so seveda inštitucije, ki gredo preko samih del, ki bi bila striktno jezuitska, ali pa v katerih bi bil jezuit duhovni asistent, ali pa v katerih bi jezuit nekoliko delal, ampak so prisotna drugače v škofiji oziroma v nadškofiji in pa v Sloveniji.
Torej, v Mariboru se zgodi potem Magis. Na sliki vidite skupino prvih študentov, gre res za gorčično zrno, pa potem za tudi eno veliko veselje. Tam jim nudimo to, da študenti tam preživijo študentska leta, kot smo rekli, v pravi klapi s fanti in dekleti. Na nek način jim omogočimo to, da skupaj bivajo fanti in dekleta. In zame je to kar ena preglavica. Kot ravnatelj kolegija je bilo kar težko najti tisto mero, da je en katoliški kolegij co-ed, kot se reče v angleščini, da skupaj kjer se skupaj izobražujejo in vzgajajo fantje in dekleta. In včasih so me tudi vprašali, ker v tem domu so že bili dijaki, naprimer, iz katerega je potem naprimer prišel sedanji mariborski naš škof Lojze Cvikl, so bili glavne fantje. Ni bilo deklet noter. Pater, punce bojo. No in ko sem jaz videl, da je velike energije prihaja od punc, smo rekli, ja, je najbrž tule duh nekaj želi povedati. In so me potem tudi večkrat bodrili na Hrvaškem, ko smo se pogovarjali o tem vprašanju, deklet in fantov skupaj, so rekli, punce bodo pripeljale fante. In na nek način se zdaj to počasi tudi dogaja. Želimo tudi, da tukaj navežejo čim več mednarodnih stikov, tako smo dobili nekaj štipendij, da bodo mladi lahko šli poleti v Ameriko za kratek študij, parkrat so že šli na Madžarsko, še bodo šli tja, sedaj se organiziramo, da bomo šli v Oxford, pogledati en bratranski kolegij, se želimo združevati s temi raznimi kolegiji, pa potem tudi v Bruselj si zelo želimo, pa tudi v Benetkah se je zdaj ponudila priložnost. To je pa kar nekaj za študente. In študentom vidim, da to kar nekaj pomeni in pravijo študentje, tole Magis je pa še boljš, kot si misle, je ena rekla. Ampak se nam zdi tudi to, da ni pomembno samo to znanje in povezovanje in stiki, ampak da je pomemben ta študent, ki je v tem kolegiju. In ko ta študent raste, je to za nas eno veliko veselje. Ko jaz, na primer, vidim po maši, ki imamo vsak ponedeljek skupaj v kolegiju, ko študentom dam prosto, da govorijo o določeni temi, da se želijo pogovarjati o duhovnih stvarih. Je to eno tako veselje, da jih nekaj samih žene, da ni potrebno nekaj prisili, da ni nekega obveznega sestanka, ki jim ne ležijo najbolj. Ampak zanimivo, ko imamo pa srečanje v ponedeljkih, pa vsi pridejo. Pa ni obvezno. Ampak očitno jih nekaj privlači. Tukaj je na obisku mentorica in pa še mentor. Smo govorili o tem, kako pisati, naprimer, življenjepise. Ti mentori prihajajo iz Slovenije in iz tujine. Počasi vzpostavljamo sistem. Nekateri so izobraženi v Oxfordu in tukaj sem namigoval prej na najboljše ameriške pa britanske univerze. Sistem tutorstva je v tem anglosaksonskem svetu izredno pomemben. Se pravi, da poleg znanja, ki ga študenti pridobijo, imajo nekoga, prek katerega to znanje poosebijo in na nek način potem tudi spravijo ven iz sebe. In ta tutor jim pri tem pomaga. Tutor ni nujno strokovnjak za področje, s katerim se študenti ukvarjajo. Fajn je, da je blizu, ampak jim pomaga, da se oni v polnosti razvijajo. In tutor jim to omogoča. In kakor smo zdaj imeli srečanje s tutorji in nekateri se še pridružujejo, smo videli, da ta potencial je zelo velik. Študenti sami so bili tudi so se sprašvali, kaj za to pomeni, ker to je nekaj tokim novega. Tisti, ki smo pa to že prejeli v tujini, pa vidimo, kakšna je dodana vrednost tega k enemu izobraževalnemu sistemu. In zanimivo, ti tutori tam so prostovoljno. Želimo jim dati tudi znanja za delovanje in nastop v javnem profesionalnem življenju, da se znajo pokazati, da povejo, kdo so. Tudi to, da so verni. Je rekel en študent, mi je všeč to okolje, kjer se učim izraziti svojo vero v družbi. Govoril sem o mednarodnih izmenjavah, pa potem tudi o obranem življenju in delu v skupini. Jaz moram povedati, da ta izkušnja prvega leta je izredno pozitivna. Jaz sam sem presenečen in navdušen nad temi študenti. To je ena radost za mene iti v Maribor. Jaz sem nekaj časa bil v Mariboru, pa me je potem provinciar poklical v Ljubljano k novemu poslanstvu, vendar sem še ohranil ravnateljstvo tega kolegija. Je pa zanimivo, da za ravnatelja ni potrebno, da je tam vsak dan. To je bila najbrž skušnjava, ker bi potem morda že preveč posegal v njihovo življenje. Ampak gre za to,
da oni sami gradijo skupnost. In se mi zdi ta svoboda in daje pa veliko moči, zelo veliko moči. So pa tudi zelo veseli, da so lahko pri jezuitih, so zelo veseli, da imajo eno skupnost, so veseli, da imajo ta občutek mednarodnih povezav in pa da se tu nekaj velikega dogaja. To je pa privilegij prvega leta. Jaz se sprašujem, če bo res v tej močni smeri šlo naprej tudi v ostalih letih. Ampak veste, kako je bilo, ko so prišli prvi študentje, so prišli na gradbišče. Tam se je kadilo. Še zdaj ni vse dokončano. Jaz vas lepo povabim na dogodek, ki ga bomo imeli čez 2 tedna v Mariboru 21. decembra, ko bomo imeli en kulturni večer in bomo govorili o evropski integraciji. In tudi do takrat, če najbrž hiša ne bo čisto dokončana. Ampak tisti prvi dan se spomnim, ko so eno študentko pripravljali starši, gledajo v hišo, gledajo mene, jaz sem bil tam v kratkih hlačah, ne v kolarju, mi smo še vsi delali. Jaz sem mislil, je res, ja. Sicer smo mi na internetu postavili lepe slike, ampak smo jim tudi rekli, jaz sem v mailu prej napisal, da najbrž vsa dela ne bojo dokončana. So prišli v hišo in rekli, ja, niso dokončana. Ne? Po 1 uri, ko sem jih dal, prvo stvar, ki sem dal, sem rekel, sem jih prosil za čiščenje, da bi očistili hišo prahu, da se lahko njo vselijo. Po 1 uri so bili tako skupaj. So se dali muziko gor, so začeli spoznavati drug drugega na drug način, kakor bi bilo eno formalno predstavljene, ne, izkod si, kaj pa ti delaš, ne. Spoznavali so se z metlo, pa s cunjo. In sem videl, koliko jih je to povezalo. Pol zvečer smo imeli pa še tako preprosto večerjo, jo je skuhala mama od enega študenta, ki je bila takrat ravno tam, en golaž, in se mi zdelo, to pa je začetek. In dejansko veliko se zgodi potem okrog skupnega dela in pa okrog mize. In to na nek način naredi ubrano življenje. In jaz se vsak teden se znova čudim, da je eno tako ubrano življenje tam poteka. Skupaj delamo, kakšne elemente je treba včasih počrafati, pa to bomo še celo leto delali. Potem, to je bila še soba, ker je bila nedokončana, ampak ko sem jaz tole videl, ta prizor sem ga kar mogel poslikati, vse punce niste vedeli, da sem ga slikal. Ko sem jaz tole videl, sem rekel, stvar bo rad. Ko sta oni dve prišli v tole sobo, pa nedokončana, tla smo že položili, ampak ko sta si dala high five, sem rekel, wow, če študent to sam začuti, je to. Večkrat praznujemo, spečemo torte in jih jemo, potem imamo državne večere, to je bil en večer, ko smo povabili vse jezuite mesta Maribor, da so se nam pridružili, da smo se med seboj bolj spoznali. Uredili smo obednico, za katero želimo, da ima en tak klasičen pristop, se pravi enega britanskega ali pa ameriškega kolegija, kjer potem pridejo na vrsto razne rituali, kot je kam se obrneš za časa molitve, kdo jo vodi, kakšna je molitev, kako se sveče prižge. In na nek način vzgajanje mi je zanimivo teh stvari mladim, mi je zanimivo to, da jih precej potegne. In da si želijo nek način tega klasičnega načina, kar mogoče ne bi bil primer pred 10 ali pa 20 leti. Sedaj pa je ta želja po tradiciji. In ker jo imamo, jo lahko damo. Tukaj je. Vzamte jo in jo vzame zelo resno. Srečujemo se pri mašah, pri molitvah v kapeli. Tole kapelo v drugem nadstropju je uredil jezuitski arhitekt Robert Dolinar. Imamo pa potem tudi veliko veselje, da je v hiši tudi kapela Jožeta Plečnika, to je edino veliko Plečnikovo delo v Mariboru, ki ga želimo sedaj tudi nekoliko še bolj uvekovečiti. Potem sem pred 3 tedni šel na eno konferenco v Filadelfijo, pa sem še mimogrede rekel, da bom obiskal Slovence v Washingtonu in v New Yorku in sem predstavil jim ta projekt. In v Washingtonu je prišel na večerjo tudi, smo imeli slovesno večerjo Cyril, ki ga vidite na sliki, skupaj z očetom in sestrom. In sem jim prinesel s seboj še eno knjigo ustanoviteljev in dobrotnikov hiše, v kateri se nahajamo v Mariboru, v kateri je tudi Cyril 2-krat prespal. In sem odprl knjigo na stran, kjer je podpisan Cyril Život. Kajti tudi on je bil en izmed dobrotnikov v letih 1930, ko je ta hiša nastajala in je bila dana v roke jezuitom, prej je bila pa to ena hranilnica. Eno veliko veselje. In se spomnim enega starša pred 3 tedni na tej večeri je rekel, jaz bom poslal svoje otroke komu kolegi. V angleščini je to rekel jasno. In sem rekel, ja, nekaj je na tem, nekaj ljudi privlači, da bi poslali svoje otroke iz tako daleč v Slovenijo.
kot eno znamenje, da smo na pravi poti. Pred dobrim mesecem so nas obiskali študenti iz Madžarske, so prišli sem v Ljubljano in smo jih gostili z velikim veseljem. Jutri upam, da jih bomo srečali v Budimpešti. Takrat je Krištof, ki je tukaj med nami, za njih kuhal špagete. Smo se povezali tudi z Micom in s Poti in se želimo tega sodelovanja še več. To je bilo pa zdaj spet pred 3 tedni nazaj, nas je obiskal en Mike Vidmar, po domače Miha Vidmar, je sin dobrega prijatelja, stalnega diakona in pa častnega konzula za državo Illinois v ZDA in je govoril o tem, kako pridobiti službo, seveda na bolj ameriški način. In je bilo zanimivo, kako je pritegnil študente. Hkrati pa govoril tudi o pomenu slovenstva med Slovenci v ZDA, o veri in tako naprej. Tukaj nas je pa pred kratkim obiskal še sam vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani in sem ga mogel uvekovečiti in postaviti na tole sliko. In mi je bilo zanimivo, kako so tudi njemu prisluhnili, upam, da bo se večkrat še vračal kot gost. Namreč zanimivo je pri teh študentih, koliko je pomembna ta mednarodna dimenzija. Vprašanje izmenjav, vprašanje Bruslja, kakšna je naša identiteta, poleg te, ki je slovenska. To pa tudi prepoznate. Podobna situacija pa vendar precej drugačna od te v Mariboru, ko želimo tudi v Ljubljani odpreti jezuitski kolegij. Tukaj stvar ne more iti tako hitro, ker je bolj kompleksna, ker je mesto večje, ker so dejavnosti v hiši drugačne, ker je priložnosti bistveno več in zaradi tega, ker je tudi bistveno več priložnosti, je pot nekoliko počasnejša. Potreb pa bistveno več kot v Mariboru, vendar, ker se že učimo iz izkušnja iz Maribora, se nam zdi, da se lahko v Ljubljani tudi marsikaj ustvari. Poleg tega je pa v Ljubljani veliko drugih iniciativ, s katerimi se lahko povežemo, tako na ravni recimo študentskega bivanja, še posebej katoliškega, kakor tudi raznih organizacij, ki delujejo po mestu ali pa posebej tudi v tej hiši. In v teh dneh imamo zelo intenzivne pogovore s temi raznimi organizacijami, ukolikor želijo sodelovati s tem bodočim projektom, ko se bo ta hiša deloma spremenila v jezuitski kolegij v Ljubljani. To je pa bolj dolgoročen projekt, potrebuje veliko časa, veliko premišljanja, pa gremo počasi naprej. Z raznimi skupinami se dobivamo, načrtujemo in tako upamo, da bomo jeseni 2017 tudi v Ljubljani odprli podobno kolegij kot v Mariboru, seveda z nekoliko večjo kapaciteto, pa z malo večjo izkušnjo, kakor je ta v Mariboru. Jaz bi na tem mestu zaključil tole predavanje, ki je bilo v glavnem predavanje bolj iz osebne izkušnje. Sem hvaležen dr. Južniču za predstavitev prvih kolegijev na Slovenskem in upamo, da bo ena ta povezava s tradicijo koristila tudi vsem nam, ko želimo privabiti študente v način življenja, v katerem bodo zrasli v odgovorne državljane, pa voditelje in Slovence. Hvala lepa za vašo pozornost. Zdaj imamo še največ nekaj minut, okrog 10 minut na voljo za vprašanja, razne komentarje, pa so tudi dobrodošli, tako za dr. Južniča. Mene zanima, kako mislite doseči izobraževanje, ker študenti iz kolegija bodo hodili na državno univerzo. Kar se tiče mednarodnih študentov, poteka tako, da smo mi na nek način posrednik med univerzo, iz katere prihajajo, in univerzo, na kateri bodo študirali, ker mi trenutno ne moramo zagotoviti višješolskega izobraževanja. Tukaj mi ne ponujemo diplom. Cerkev seveda na Slovenskem ima glede tega načrte, ampak tudi ti so dolgoročni. Nam pa se zdi potrebno, da bi s tem kadrom začeli že delati v smislu tega, da kar že dobijo na univerzi v Sloveniji, da to oplemenitijo. Želimo pa jim ponuditi še dodatna izobraževanja, kot sem pokazal na primeru Madžarske,
pa potem to delo s tutorji se nam zdi bistveno. Kakšna pa je naloga tutorja? Tutor je ta, ki iz študenta dobi v najboljše. Ki mu pomaga, da to, kar on pridobi na univerzi oziroma na določenem programu, v katerem je, da oplemeniti, kolikor le more. Se pravi, da pride na pogovor do tutorja. Tutor v tem smislu ni profesor, ki bi ga ocenjeval. Ampak na nek način želi zaznati v njem, pa v njej to, kar ima največ potencijala. In hkrati potem prežiti tega, pa to študentko z drugimi študenti v istem kolegiju. Morda pa bi ti govorila z njo. Na nek način je v prvem smislu tutor je poslušalec. In glede na to, kar sliši, glede na želje, glede na karierne potrebe tega študenta, glede na poklic, ki ga ima vsak študent, želi pri njem razviti to, kar je v študenta že položeno. Prek znanja, ki mu ga da univerza, pa tudi prek tega, kar dobi prek staršev, prek drugih vzgojiteljev. Je pa res, da mi v tem smislu diplom ne dajemo, oziroma to bo še kar dolga pot, da bomo prišli do tega, da bi to bilo formalno izobraževanje. Ti morate imeti več tutorjev, ker je študentov iz različne fakultet, ne? Tutor se pa ne more na znanje vseh smeri spoznati, ne? Tako da zdaj, na primer, za Maribor imamo 5-6 tutorjev, kar za število je kar dovolj, se na nek način poklapajo s smermi, kateri študenti študirajo. Za Ljubljano jih bomo potrebovali bistveno več. In če kdo od vas želi biti tutor, ali pa se naučiti, kako postati tutor, s konkretnim delom študentom, študenti je povabljen, da se nam pridruži. Iščemo tutorje, pa iščemo tudi te, ki bi kakšno določeno znanje posredovali študentom na, recimo, enem večernem srečanju, ali pa da bi prišli večkrat na mesec na obisk, za nekak vikendni spopolnjevanje. Meni se zdi zelo pomembno za celo Slovenijo, za celo slovensko vzdušje, za zdravljenje tega našega bolanega vzdušja, razcepljenosti, levi, desni, tako. Se mi zdi takle kolegi nekaj popolnoma blagodejnega, kar bo šele postal, seveda, ko se bo razvedelo. Kot na Škofijsko gimnazijo, odkar je tako uspešna in izjemna šola, sekularci zelo radi pošiljajo svoje otroke tudi tja. In tam prihaja do tega združevanja med levimi in desnimi. Do prijateljstev, do to, kar si prej rekel, da pač si srečal te pa one, leve, desne, neke. In to se bo dogajalo na tem kolegiju. Ne samo v Mariboru, tudi na tem ljubljanskem še mnogo bolj, ker bo bolj obsežen. Želeli bojo starši, ki pravzaprav ne ljubijo cerkve, in tudi jezuitov ne, seveda, bojo želeli svojim otrokom nuditi kaj najboljšo izobrazbo pa nekaj živahnega, nekaj čudovitega, nekaj, kar se dogaja. In tako boste imeli mešan kolegi, kjer se bo Slovenija združevala. Vidim to. Še kakšno mnenje ali pa vprašanje? Jaz bom podpiral, ne? Jaz sem se tudi spomnil ob tem, da pravzaprav prvo predavanje, ki sem ga bil v Ameriki, sem ga bil na jezuitski, torej na seminarju jezuitske univerze, Loyola New Orleans pa sosednje Tulane. Se to bil še težko kot Katrina, tako da niti ne vem, kaj je zdaj. Takrat so boje, za en semester se morali sejti, pa ne vem, kako je zdaj, jaz ta še sosednje univerze to. Tako da sem dolžnik po jezuitom tudi. Ste lahko potirjajo. Mene zanima, kakšen kriterij postavljate za študente, ki želijo priti v ta kolegij? Ker en kriterij najbolj šteje. Ja, dobro vprašanje. Obstaja komisija, ki jo tvorimo jezuiti pa študenti za drugo leto, ki bo sprejemala te študente. Zdaj, malo je odvisno od države do države. Na primer, na Madžarskem je tako visoko zanimanje za ta kolegij čez leta nastavilo, da jaz mislim, da zavrne okrog 70% vseh aplikantov.
je izredno zahteven kolegij. Veste, kaj to pomeni, da ti greš v študentski dom, kjer moraš zraven še študirati. Poleg tega, kar moraš še na univerzi študirati. Ampak študenti hočejo iti noter, ker vejo, koliko bojo tam pridobili iz tega projekta. In tudi tam je pristop podoben, se pravi, da na nek način mora biti bolj ali manj vredni študentje, pride na intervju, se z njimi v vsakem posebej opravi razgovor in to upravljajo tako študenti, kot tudi vodstvo kolegij. Zdaj, v Mariboru je malo specifična situacija, ker je to prvo leto. In jaz sem v glavnem te študente že poznal, kolikor jih pa nisem poznal, so pa prišli vsi na pogovor, so tudi morali napisati motivacijsko pismo in pa mi poslati življenjepis, ki smo ga potem skupaj s študenti, ki so pa takrat že vedeli, da bojo v Magisu prebrali in smo se potem pogovorili, a je ta študent primeren ali ni primeren. Tako da kar nekaj kriterijev je. Je pa res, da mi smo začeli z Magisom šele sred poletja. To je bilo kar precej pozno. In jaz sam se čudim, da je stvar tako zaželela. Zdaj, ko seveda ime gre ven, je polažje za naprej, je pa res, da Maribor je malo specifična situacija. Tam za študenta je kar narodno pokazalo, da so katoličani, ker na nek način to je stigma. Saj na nek način, skoraj vse Slovenije je to prisotno, zaradi tega, ker je pač cerkev določene položaje, duhovši na določene položaje, je mnenje medijev specifično in ga poznamo. V tem smislu ni seveda lahko izsloveti študentom s katoliško cerkvijo. In na nek način so hrabri, da se pridružijo na takemu projektu. Vidimo pa, da ima pa ta projekt, da je to privlačen in jih potegne noter. Zdaj jasno, potegne še marsikoga drugega, v tem smislu so pa potem kriteriji izdelani. Da vidimo, da je možnost v študentu, da raste akademsko, da raste duhovno. Če ta možnost je, potem je sprejemljivo. Je pa res, da imamo na tole preposlovstvo prve generacije. Hvala za predstavitev. Zdaj, nekaj ste dobro še v samem kolegiju študirati. Kdo pa potem bodo izvajalci teh študijev, teh študij, vi kot vaši sobrati jezuiti, ali boste izvajalci drugi ali profesorje iz tujine, domačih, recimo zdaj konkretno, kdo izvaja te dodatne študije v Mariboru? Ja, v Mariboru imamo zdaj tako, da... Potem, ker ravnatelj ni skozi tam, če sem to razumel. Ni skozi tam in skozi ne izobražuje. V Mariboru je malo specifična situacija, zaradi tega, ker je prvo leto. Tudi, na primer, jaz v prvem letu od njih ne pričakujem služenja v širši mariborski skupnosti v smislu karitativnega dela. Nekega imajo, glavnega kar sami upravljajo. So nekateri skavti, nekateri hodijo pomagati brezdomcem, nekateri se zanimajo za tale, za društvo Samarjan, da delajo na telefonskih linijah za pomoč ljudem v stiski. Ampak jaz sistematično v prvem letu tega od njih še ne zahtevam, zaradi tega, ker so oni že veliko dela vložili v samo zgradbo. V tem smislu, ko so oni ure in ure na teden delali v sami hiši na nek način, je že to karitativno delo z njihove strani, tako da to v prvem letu ni čisto steklo in je čisto zadovoljivo to, kakor je. Kar se pa izobraževanja tiče, je pa zdaj tudi bolj sporadično, se pravi, vsake dolgo časa pride nekdo in neki izobrazi za določeno področje in v tem smislu gre za bolj delo, se pravi soft skills. Se pravi, kako se strinjati na določeno področje, ki ga drugače ti ne bi izvežbal na fakulteti. Poleg tega bojo pa tudi še zdaj razne, recimo, štipendije možne v poletnem času, da bo šli na te projekte in se dodatno izobraževali. Potem pa, če poznate še kakšnega profesorja, ki bi želel tem študentom kakšne vrline posredovati preko treninga, je pa tudi dobrodošlo, da nam ga priporočite po pošti. Je pa tako, ne moreš veliko dodatno še zraven predavati študentom, ki so že polno zaposleni na svojem študiju. Tako da mi v glavnem izkoriščamo recimo vikende, pa potem ponedeljek je tak čas, ponedeljek popoldne. Hvala Patru Petru Božiču za povedeno in dinamično predstavitev kolegijev in teh nastavitev, ki so že v Sloveniji. Hvala tudi vam, dragi gostje, da ste se vključili v današnji večer doživeti.